Lepo pozdravljeni. Za nami je še en teden in seveda je ta, ki je imel več dela prosti dni, minil še nekoliko hitreje. Upam, da ste proste dni dobro izkoristili, ter da ste seveda počeli vse tisto, kar vas najbolj osrečuje. No in kam se je v tem tednu odpravila naša ekipa? Najprej sem se z direktorjem komunale v Slovenj Gradcu pogovarjala o malih čistilnih napravah. Nato smo odšli v Radovljico na festival čokolade. Praznovali smo Svetovni dan knjige in Svetovni dan zemlje, nenazadnje pa blagoslovili tudi konje. 22. aprila, ko obeležujemo dan zemlje, je javno podjetje Komunala Slovenj Gradec organizirala dan odprtih vrat. No, izkoristila sem priložnost in z direktorjem govorila tudi o vgradnji malih čistilnih naprav, ki se bodo morali lastniki stavb na območjih brez predvidene izgradnje javne kanalizacije zagotoviti sami. Dokdaj morajo biti te naprave vgrajene in koliko bo to stalo lastnike, pa seveda v nadaljevanju. Torej, nahajamo se pred komunalnim podjetjem. Kaj je pravzaprav namen današnjega druženja oziroma te dopoldanske akcije vaše? Današnji namen dneva odprtih vrat, ki se sklada z dnevom zemlje, je namen predvsem predstavitev malih čistilnih naprav, katere bojo mogli občani do leta 2017 zgraditi na območjih, kjer ne bodo opremljene za javno kanalizacijo. Kaj pravzaprav to pomeni morali zgraditi? Torej, takšen je odlok, direktiva Evropske unije. Seveda me zanima, koliko bo to stalo vsakega posameznika. Ja, tako, takšna je zakonodaja in ljudje bojo dolžni si urediti čiščenje odpadnih voda na način z malimi čistilnimi napravami. Seveda to predstavlja neki strošek za občane. Mi bomo ponudili dva tipa čistilnih naprav, kateremu tudi vgrajevali in servisirali. Zdaj nekako ocenjen strošek vgradnje in dobave skupaj z zemeljskimi deli je približno 3300 evrov z davkom. Torej, vse te čistilne naprave, katere bo potrebno vgraditi, bržkone bodo morale imeti te AA teste. Ali obstaja možnost, da se jo recimo lahko občan sam naredi? Recimo na netu sem že opazila, da se da narediti podobna čistilna naprava tudi z nekim akumulatorjem od recimo hladilnika. Zdaj te čistilne naprave res morajo imeti A-teste in tudi vpisane morajo biti v priporočila gospodarske zbornice, tako da je potem zagotovljeno dobro delovanje teh naprav. Mi bomo tudi izvajali tele ocene obratovanja in mislim, da če te čistilne naprave ne bojo dobre, bojo te ocene obratovanja negativne. In tako da, kot sam osebno dvomim v neko lastno izdelavo ali pa predelavo čistilnih naprav, malih čistilnih naprav. Vsekakor podpiram torej varovanje okolja, a vendarle menim, da je potrebno varovati tudi ljudi, torej vse nas občane. Kje mislite, da bodo torej gospodinjstva našla dobrih 3000 evrov, glede na to, da poznamo trenutno torej stisko vseh nas? Ja, v mestni občini Slovenj Gradec je sprejeta uredba oziroma pravilnik o sofinanciranju teh malih čistilnih naprav. To zagotavlja financiranje v znesku 1000 evrov po čistilni napravi za obdobje 2 let nazaj. Mi pa bomo pač občanom priskočili na pomoč z možnostjo ugodnih kreditov, urnega kreditiranja teh naprav, ki jih bomo mi vgrajevali. Kredit bo dobil vsakdo, torej tudi brezposelni, ali pomeni, da mora tisti, ki dobi kredit, biti zaposlen? Seveda te kredite bomo iskali na bankah in tudi zavarovanje teh kreditov bomo mogli biti skladno z poslovanjem pogoji bank. Kar pomeni, da torej tisti najšibkejši pravzaprav kredita ne bodo prejeli? Da. Šolski center Slovenj Gradec in Ekološko društvo Slovenj Gradec pa sta dan kasneje, torej 23. aprila, vabila na praznovanje ob Svetovnem dnevu knjige in Svetovnem dnevu zemlje. Dogodek se je odvijal v parku pred slovenjgraško gimnazijo, saj sta oba organizatorja želela oživiti tudi ta park in dejansko razširiti dojemanje o strogem mestnem jedru. No pa še eno zanimivost ne navržem, preden si pogledamo utrinke. Vsi udeleženci so za ponujene stvari plačali z svojim literarnim prispevkom, ki bodo kasneje zbrani v digitalni knjigi.
Cross Country Klub Legen je v nedeljo pripravil zdaj že tradicionalen blagoslov konj. No in ker jim je bilo vreme naklonjeno, se na novi lokaciji, ki so jo mimogrede člani uredili v glavnem svojim prostovoljnim delom, zbralo veliko število konjenikov, kot tudi ljubiteljev konj. Pa si poglejmo utrinke. Tradicija blagoslovanja konj na Legnu šteje že več kot 2 desetletji. Tokrat je blagoslov prvič na novi lokaciji kluba, za kar smo se z veseljem pripravljali. Običaj blagoslavljanja konj ima na Slovenskem že večstoletno tradicijo. Veseli nas tudi, da je vedno več klubov in rančev s to tradicijo. Ob osnovnem namenu dobre želje, kar v bistvu pomeni blagoslov, so taka srečanja predvsem priložnost za druženje lastnikov konj, izmenjavo izkušenj za delo s konji z različnih pasem, predvsem pa pogovori o novih načinih prijaznega učenja in dela s konji, ki je zlasti uveljavljeno med mlajšimi ljubitelji konj. Upamo, da bomo na novi lokaciji, ki nudi dobre pogoje za nego in delo s konji, uspeli pritegniti čim več mladih. Konj po latinsko equus cabalus je žival, ki jo je človek udomačil 4000 let pred Kristusom. 4 pa 2, 6000 let v azijskih stepah, nekje, ki je Mongolija. Tako, in konj je ostal zvest človeku kot pomočnik, pri potovanjih. Včasih je torej konj predstavljal velik luksus. In kaj se je temu Juriju zgodilo? Bil je kristjan, take starše je imel, vzgajali so ga v veri. In cesar Dioklecijan je leta 302 izdal odlok, da se morajo vsi kristjani spreobrniti od Kristusa v stran, v poganstvo. Če tega ne bodo storili, jih bodo umorili. Glejte, Jurij je bil na visokem položaju in je bil kristjan. Kaj je on naredil? Sam se je šel javiti na kvesturu in povedati, jaz sem kristjan. In so mu rekli, veš kaj, najboljše je, da nehaš biti kristjan, da nehaš biti kristjan. Sicer bo po tebi, ne moremo ti pomagati. Jaz sem kristjan, je dejal. In ne bom nikoli nehal častiti Kristusa. Kaj je sledilo? Mučenje je sledilo, mučenje, In nazadnje so mu tudi odsekali glavo. Zato je ne samo vojak, ampak je Jurij tudi mučenec. Živel je v mestu Lidda v Palestini in tam so mu, ker je 313 bila krščanska vera dovoljena, se zidali cerkev, kjer je tudi pokopan. In tam so našli napis iz leta 350. To se pravi od 303 do 350, kmalu po njegovi smrti. Tukaj počiva mučenec Jurij. Naši križarji, ki so tja šli na vojsko, seveda tudi s konji in tako dalje, so prenesli češčenje svetega Jurija v naše kraje. Tako so cerkve posvečene temu mučencu najstarejše v naših krajih. Zato je tudi
Cerkvica na Legnu, zelo stara, kakor veste, ne? 8. stoletje že. Prosimo te na priprošnjo svetega Jurija, varuj te konje, kobile, žrebeta, kar je še drugega takega, pred boleznimi in nezgodami in nam pomagaj, da bomo živino lepo ravnali in za njo dobro skrbeli. Naj se veselimo vsega, kar si ustvaril po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Zaključujem s festivalom čokolade, ki je v Radovljici prvič potekal leta 2012. No in že takrat je bila želja organizatorja, to je Turizem Radovljica, da festival postane stalnica. Rdeča nit festivala je kakopak čokolada in zato se na festivalu predstavljajo proizvajalci čokolade iz celotne Slovenije. In če vam povem, da se je prvo leto na festivalu predstavilo 8 proizvajalcev čokolade, leto kasneje 13, lani skoraj 20, letos pa skoraj da 2-krat toliko, mi verjetno ni potrebno posebej poudarjati, da je Linhardov trg v Radovljici pokal po šivih.
Pred nami je 1. maj, mednarodni praznik dela, ki ga ljudje po svetu obeležujemo že od leta 1890, ko je kongres Druge internacionale v Parizu leto predtem ta dan priporočil za delavski praznik. No, 1. maj pomeni simbol mednarodne solidarnosti vseh delavcev in hkrati tudi spomin na dogodke, ki so se zgodili leta 1886 v Chicagu. Naj vas spomnim, takrat so delavci postavili zahtevo po 8-urnem delovniku, pri čemer jih je ovirala policija. No, za Slovence pa je bil 1. maj vedno eden izmed bolj popularnih praznikov, predvsem tradicionalnih. Od vseh običajev sta se najbolj ohranila prižiganje kresov in postavljanje prvomajskih mlajev. Ali je 1. maj zgolj praznik nostalgije, ali pa bi morali v današnjem času nameniti večjo pozornost, pa je bržkone že druga zgodba. V tem trenutku le še srečno.